Dragi prijatelji Svetega pisma, veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas v letošnjem jubilejnem letu, torej v letu reformacije, smem pozdraviti na občem zboru Svetopisemske družbe tukaj v Luteranski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani. Kako Lutrovo kladivo po 500 letih odmeva v današnjem času. Izhodišče Lutrove misli in gibalo njegovih dejanj je bila Božja beseda. Božja beseda je temeljna premisa reformacije in obenem najvidnejša povezava tudi s slovensko kulturno zgodovino, saj je pripeljala do slovenskega knjižnega jezika in dala prve slovenske knjige. Božja beseda, kot je zapisano v Svetem pismu, je temelj vere in nič ne sme omajati, ovirati ali umazati njene avtoritete. A Bog mora spregovoriti v jeziku, ki je ljudem blizu. V jeziku, v katerem so se rodili, v jeziku, ki ga razumejo in govorijo matere v hišah, otroci na ulicah in preprosti možje na tržnicah. Želja in sposobnost prisluhniti govoru običajnih ljudi ter govoriti in pisati v njihovem jeziku je bila skupaj z možnostmi, ki jih je prinesla iznajdba tiska, ključ do uspeha reformatorja. S prevodom Biblije v splošno razumljivo nemščino in na osnovi Lutrovega zgleda tudi v druge jezike je Božja beseda postala dostopna vsakomur, ki je znal brati. Pismenost celotne populacije je posledično postala široko sprejet izobraževalni cilj. Človek je odgovoren Božji besedi in svoji vesti, ne pa cerkvenim in posvetnim oblastem. Reformator Luther je bil glede tega na zaslišanju v Wormsu, ko je bil pozvan, da na državnem zboru pred cesarjem in dostojanstveniki prekliče svoje teze, zelo jasen v besedah in konsistenten v dejanjih, takole pravi. Če me ne bodo prepričali s Svetim pismom ali z jasnimi razumskimi dokazi, ker ne verjamem niti papežu, niti cerkvenim zborom, bom ostal zvest dokazom iz Svetega pisma in moja vest bo ostala zavezana Božji besedi. Ničesar, kar sem navedel, ne morem in ne želim preklicati, ker ni dobro delati proti svoji vesti. Konec navedka. Poudarek na človekovi individualni presoji, torej vesti, kot temelju posameznikove svobode in hkrati odgovornosti, je morda najpomembnejša dediščina reformacije za današnji čas in našo prihodnost. Slovenci imamo srečo, da smo bili pri reformaciji zraven. Morda je za nas Slovence odločilnega pomena leta 1548, ko je bil Primož Trubar le nekaj mesecev pred svojim 40. rojstnim dnevom kot duhovnik, takrat še katoliški duhovnik, prisiljen zapustiti domačo župnino. V tem času se je namreč vedno bolj ogreval za reformacijske ideje in kritiziral takratno cerkev. Trubar je uspešno pobegnil v Nemčijo, kjer ga je v Nürnbergu sprejel Dietrich
nekdanji Lutov tajnik in prijatelj. Ta mu je preskrbel tudi mesto drugega pridigarja v Rotenburgu Tauber. V službi luteranske cerkve je Primož Trubar prvič v življenju doživel branje, kot pravi, branje Biblije v materinem jeziku pri bogoslužju, pa tudi v družinskem krogu in za osebno uporabo. To ga je dokončno spodbudilo in utrdilo v prepričanju, da mora dostop do Božje besede, torej do evangelijev ter temeljnih verskih spisov v slovenskem jeziku, omogočiti tudi svojim rojakom. To je vodilo Primoža Trubarja, da je svoje življenje posvetil velikemu poslanstvu, ki se je pokazalo v zgodovinski ideji, da je tudi slovenski jezik Božji jezik, se pravi dovolj dober, da v njem spregovori Božja beseda. Trubar se je skupaj z drugimi protestanti znašel nagovorjen in vključen v zgodbo Svetega pisma. Biblija mu predstavlja zaklad, ki je bil zakopan stoletja, zdaj pa je nenadoma spet najden kot glavno sredstvo komunikacije med Bogom in človekom. Ta premik je za nas Slovence odločilnega pomena. Božja beseda, ki je zapisana v Svetem pismu in ki oživi v krščanski pridigi, mora biti nujno razumljiva. Edino tako je lahko človek nagovorjen in pozvan k odgovoru, povabljen k veri, ki pomeni razumen in oseben pristanek na razumljeno in doživeto Božjo besedo. Odgovornost do lastnih rojakov, njihove vere in odrešitve je tudi slovenske reformatorje vodila, da so se vedno trudili ravnati tako, da bi mogli ob poslednji sodbi dati dober izkaz o lastnem hiševanju. Tako je nastala druga zgodovinska cerkev na Slovenskem, protestantska cerkev. Izpod peresa njenega prvega superintendenta Primoža Trubarja je prišel opus, ki je bil s svojimi okroglimi 10.000 stranmi vse do Ivana Cankarja največja tekstna stvaritev v slovenskem jeziku. Med bralce je prišel leta 1584 celoten prevod Svetega pisma, ki je bil na to nadaljnjih 200 let pravcata Noetova barka slovenskega jezika. V 49 letih, kolikor je trajala reformacija na Slovenskem, je izšlo 56 knjig, 2 izdaji Biblije, prevodi posameznih bibličnih knjig, 3 postile, pesmarice, katekizmi, cerkveni red, veroizpoved, znanstvena razprava, predgovor, biografije. Protestant Trubar je v lastnem prizadevanju in svojih sotrudnikih, prizadevnih delavcih na polju slovenske reformacije ter knjigi v slovenskem jeziku zapisal: kaj takega se ni zgodilo, kar svet stoji. Očitno je v Svetem pismu, v njegovem besedilu in strukturi moč, ki lahko v izjemnih okoliščinah, kakršne so bile slovenske, odločilno sodeluje pri rojstvu naroda. V tem smislu smo Slovenci na nek poseben, izjemen način kreatura Božje besede. Ta izraz je uporabil Martin Luther, ki je z njim označeval krščansko cerkev kot skupnost ljudi, ki nastane kot posledica delovanja Božje besede. Nekatere družbene vzporednice med časom reformacije in našim časom se zdijo očitne.
Sporočila reformatorjev so iz najdbo tiska premagala omejitve človeškega glasu in z roko zapisane misli. Širila so se z dotlej nepredstavljivo hitrostjo in močjo ter tako postala agens družbenih sprememb. Danes to vlogo prevzemajo novi mediji v digitalno prepredenem in globalno povezanem svetu. Ob naraščajoči moči kapitala, ki skladno s svojimi interesi zapira in odpira vire informacij ter jih preceja s svojimi algoritmi, je vse bolj zahtevna naloga poiskati jasne, razumske dokaze in živeti svobodno na odgovoren način. To je tudi zahteva reformacije v današnjem času. Obletnica začetka reformacije je zato priložnost, da sledimo dediščini, ki nam jo je zapustila in obenem ponovno premislimo, kako danes živimo svoja prepričanja in kako ravnamo s svojo svobodo. Beseda reformacija ne pomeni samo spremembe in preoblikovanja, ampak tudi obnovo. Martin Luther je želel obnoviti cerkev, jo popeljati k njenim izvirnim vrednotam, dejanje, ki tudi danes družbo in posameznike postavlja pred pomembne izzive v svetu, ki se, četudi veliko bolj povezan, zdi vse manj pregleden in vse bolj zapleten. V svetu, ki ga pretresajo krize in konflikte ter režejo nove delitve, je potrebno vedno znova odpirati vprašanja svobode in odgovornosti ter si prizadevati za obnovo vrednot, ki bodo vsem zagotavljale življenje v miru, strpnosti in spoštovanju. Moč Božje besede, če zaključim, ki se je tako odločilno izkazala v naši zgodovini, moč besede, ki nagovarja posameznika in skupnost ter nas sooča z temeljnimi eksistencialnimi vprašanji in nas izziva k dejavni veri in človečnosti, je prav tako pomembna tudi za obstanek in nadaljevanje naroda in vsakega posameznika. Ravno v zgodbi Svetega pisma se razkriva pravo obličje Boga, ki vstopa v vsak človeški čas in v vsak prostor. In tudi pravo bistvo in smisel človeka, posameznika in skupnosti. Hvala.